Dober dan, hvala za besedo, upam, da se me dobro sliši. Torej danes predstavljam projekt Online Notes. Sem Jaka Čebej, raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Projekt Online Notes ima za cilj razvoj, sistema za avtomatsko razpoznavo govora in hkratnega strojnega prevajanja za, slovensko predavanje. Pa če grem kar na hiter oris svoje predstavitve. Najprej bom povedal nekaj o motivaciji za projekt in o samem projektu, kako je sestavljen in kakšen je njegov namen. Na kratko bom predstavil sistem Online Notes ter, vidika, avtomatske razpoznave govora in strojnega prevajanja, ki sta vključena vanj. Opisal bom tipičen, delotok, tega, sistema, na hitro pokazal, vmesnik, povedal še nekaj o pilotnih, predavanjih, ki smo jih organizirali, da bi preizkusili ta sistem, in o povratnih informacijah, ki jih trenutno še zbiramo, in smo jih nekaj že zbrali. Zaključil pa bom z našimi načrti za prihodnje delo. Torej najprej glede motivacije, za projekt. To je del, razvojne strategije Univerze v Ljubljani za obdobje med letoma 2022 in 2027, ki ima, ki se zelo močno osredotoča na po eni na eni strani na, internacionalizacijo univerze in na enake možnosti, ter na solidarnost in vključenost. S tem pa imamo v mislih predvsem v glavnem dve skupini ljudi. Na eni strani so to študentje, ki ne govorijo slovensko, torej bodisi tuji bodisi tisti, ki so v Slovenijo prišli, kako drugače. In pa na drugi strani študenti, z oviranostmi, torej, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni in tako naprej. Glede internacionalizacije najbrž veste, da je, potekala še kar žolčna debata, v katero smer naj univerza gre. Zagovorniki pravijo, da, bi bilo treba univerzo bolj internacionalizirati, uvesti malo več angleščine, da je univerza bolj, kompetitivna. Po drugi strani pa nasprotniki trdijo, da bo to negativno vplivalo na razvoj slovenščine. Tako da to je problem, ki ga je treba rešiti. Na drugi strani pa je treba razrešiti tudi pomanjkanje neke sistematične podpore, za dostopnost študija za posameznike z oviranostmi. In v ta namen, je univerza leta 2021, izvedla anketo, med svojimi študenti, da bi videla, kolikšne so pravzaprav potrebe in katere so potrebe, oseb z oviranostmi, ki študirajo na univerzi. In tukaj je nekaj statistike, da na primer skoraj 40%, oseb z oviranostmi na, univerzi ima disleksijo, 2% je gluhih in naglušnih, 4% so slepi in slabovidni in, 13% jih ima neke vrste kognitivno oviranost. No, in Online Notes je eden od projektov, ki jih univerza financira, da bi, torej tako problem internacionalizacije kot vključenosti, sistematično naslovila. Projekt poteka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani v sodelovanju, med, Laboratorijem za podatkovne tehnologije in Centrom za jezikovne vire in tehnologije. Projekt teče od leta 2020, konča pa se naslednje leto. In kot sem že rekel, njegov glavni cilj je, da vzpostavimo oziroma razvijamo orodje, ki lahko v realnem času razpoznava govor predavatelja in ga potem hkrati tudi, strojno prevede v tuj jezik. Na ta način lahko tujim študentom omogočijo, da obiskujejo predavanja, ki so v slovenščini, na drugi strani pa, osebam z oviranostmi ponudimo transkripcije predavanj, posnetke, in lahko na ta način povečamo dostopnost, obstoječih predavanj na univerzi. Torej projektne aktivnosti so v glavnem štiri. Prva je razvoj, modelov za razpoznavo govora, ki so specifično natempirani na slovenska univerzitetna predavanja. Potem seveda razvoj zalednega dela sistema in pa vmesnika, ter organizacijo pilotnih predavanj, s katerimi smo preizkusili, delovanje sistema v živo. To je potekalo na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani.
In nazadnje, nekako v kombinaciji s temi pilotnimi predavanji zbiramo tudi povratne informacije, da vidimo, koliko je ta sistem uspešen in kaj bi še lahko pri njem izboljšali. Torej samo na hitro nekaj o samem delovanju tega sistema. Sestoji iz, grobo gledano, 3 faz. Torej prvi je razpoznava govora, druga faza je, strojno prevajanje in tretja faza je, vmesnik, preko katerega uporabniki spremljajo. Torej, če imamo nekega predavatelja, ki je opremljen z mikrofonom, se njegov govor snema, njegov govor se pretvarja v, transkripcijo v slovenščini, hkrati pa se potem prevede še v, neki tuji jezik. Večinoma smo delali z angleščino, ampak v načrtu imamo tudi, to, da ponudimo možnost izbire nekega drugega jezika. In uporabniki lahko potem preko vmesnika v realnem času spremljajo, kaj predavatelj govori. Kar zadeva, razpoznavo govora, smo razvili dva, modela, ki sta specifično tempirana na slovenska predavanja na podlagi orodja Kaldi. Prvi model je mišljen bolj za družboslovna predavanja, drugi pa bolj za tehnična, predavanja. In to smo naredili tako, da smo, na univerzo poslali poziv zainteresiranim profesorjem in profesoricam, da so nam posredovali, posnetke svojih predavanj iz prejšnjih let. Potem pa smo to strojno pretvorili v besedilo, ročno popravili in, te popravljene transkripcije uporabili, zato, da smo izluščili tipično terminologijo, ki se uporablja pri teh predavanjih, in jo vgradili, oziroma z njo dopolnili obstoječe modele, da so, bolj primerni za predavanja. Na tej točki velja omeniti še, segmentator in, avtomatski postavljalnik ločil, ki poskrbita, da besedilo, ki je pretvorjeno iz govora, izgleda malo bolj urejeno, torej da ima velike začetnice, ločila in tako naprej, da je bolj podobno pisnemu jeziku, kot smo ga vajeni v branju. Del s strojnim prevajanjem, poteka tako, da vsak segment, ki pride iz tega segmentatorja, in postavljalnika ločil, ločeno prevedemo in na ta način zmanjšamo, zamudo pri izpisu, prevodov. Trenutno ponujamo dva, sistema za strojno prevajanje. Prvi je, prevajalnik, ki smo ga razvili v okviru projekta RSDO, drugi pa je, Google Translate, predvsem zato, ker omogoča tudi uporabo drugih jezikov, ne samo angleščine, medtem ko je RSDO natempiran samo za par, slovenščino, angleščino. Torej sistem je sestavljen iz 4 glavnih komponent, torej vmesnik. Prvi je skrbniški oziroma administratorski portal, v katerem lahko načrtujemo predavanja, torej določimo, v katerem času se bo izvajalo. Preko pretočne strani nato, posnamemo predavanje, kadar pač predavamo, in preko profesorskega in študentskega portala, lahko uporabniki potem spremljajo to predavanje, bodisi takrat v živo, ko se predava, ali pa pozneje, ko je predavanje že zaključeno. Razlika med profesorskim in študentskim portalom pa je v resnici precej minimalna. Razlika je predvsem ta, da, predavatelji lahko naknadno še urejajo transkripcije in prevode, ter tako poskrbijo, da na primer napake, ki bodisi nastanejo zaradi njihovega govora ali pa zaradi, tehnologije same, odpravijo in imajo potem končni uporabniki na voljo, transkripcije. Delotok tipično poteka tako, da najprej v sistemu, določimo, kdaj bo predavanje potekalo, in nato predavatelj v tistem času lahko zažene razpoznavo govora in, strojni prevajalnik. Študentje pa potem bodisi preko prenosnih računalnikov ali pa preko telefonov lahko spremljajo to predavanje v živo, ki se izpisuje po segmentih. Potem ko je predavanje zaključeno, pa, kot sem že omenil, lahko predavatelj še naknadno ureja transkripcije in prevode, ki so potem na voljo v arhivu in lahko uporabniki, do njih dostopajo preko sistema, v katerega se vpišejo z digitalno identiteto.
Univerze v Ljubljani. Torej tu samo na kratko kažem, posnetek zaslona, kako izgleda glavni vmesnik, profesorskega in študentskega portala. Kot vidite, gre za ekran, ki je razdeljen na dva dela, na levega in desnega. Levi del, prikazuje po segmentih izpisano transkripcijo govora, v slovenščini. Takoj vzporedno v desnem delu, pa je strojni prevod v tuji jezik. Spodaj, torej čisto na dnu, pa imamo to tipično, vrstico za predvajanje posnetka, in lahko predvajamo posnetek predavanja, besedilo, ki ga predavatelj govori, pa se potem obarva, in lahko spremljamo, kaj predavatelj govori in kako je to prevedeno v angleščino. Torej na kratko še nekaj o pilotnih, predavanjih, ki smo jih organizirali, predvsem od leta 2021 naprej. Zaenkrat, smo izvedli 29 pilotnih predavanj, v dveh primerih je, pilotno predavanje zajemalo vse, ure v celotnem semestru pri določenem predmetu, nekateri profesorji so bili tako navdušeni, da so to kar takoj, posvojili. To je bilo na 8 različnih fakultetah Univerze v Ljubljani, tako pri družboslovnih kot pri naravoslovnih, predmetih. Seveda pa večino predavanj smo izvedli v letu 2022 in 2023, pred tem pa je bilo seveda to precej bolj težavno zaradi pandemije, koronavirusa. Torej, povratne informacije, kot sem rekel, zaenkrat še zbiramo, ker smo večino časa zdaj porabili za razvoj, vmesnika in za, samo izvedbo pilotnih predavanj. Smo pa že prejeli nekaj, precej pozitivnega odziva s strani predavateljev, kot sem rekel, nekateri so to že kar, posvojili in so tudi uporabili izpise, iz sistema Online Notes tudi za izdelavo podnapisov za videoposnetke svojih predavanj. Potem dva, Erasmus, študenta smo imeli, ki sta uspešno opravila predmet, ki je bil v celoti v slovenščini, s pomočjo gradiva, ki sta ga pridobila s prevodi iz Online Notes. Prejeli pa smo tudi nekaj, odziva s strani oseb z oviranostmi, ampak predvsem glede zasnove vmesnika, ki smo ga zdaj med poletjem prenovili, da je bolj v skladu s, smernicami, GVAC. Se pa trudimo, da bi še organizirali pilotna predavanja posebej s študenti z oviranostmi, da bi bolj, direktno pridobili, njihovo povratno informacijo o tem, kaj potrebujejo. Torej za zaključek, lahko povem še, kaj načrtujemo v prihodnje oziroma v zadnjem letu projekta in potem še naprej. Izboljšati je treba predvsem še modele za avtomatsko razpoznavo govora. Trenutno imamo zelo različne rezultate od predavanja do predavanja, ker je to odvisno tudi od, tega, kako predavatelj govori. Tako kot se danes mi, prilagajamo našim izvrstnim tolmačkam in, tipkarjem, se je treba tudi pri uporabi sistema Online Notes nekoliko prilagoditi, da govorimo razločno, mogoče malo bolj počasi in, predvsem bolj standardno, ker kakor hitro začnemo govoriti po domače, je to problem za razpoznavo govora in v to smer bomo poskušali stvari še izboljšati. Problem je tudi segmentacija govora, zlasti če govorimo z nekimi takimi, pogostimi prekinitvami, potem ti segmenti govora ne sovpadajo nujno z nekimi semantično koherentnimi enotami, po drugi strani pa, če preveč nakladamo, če tako rečem, se, izpisovanje upočasni in lahko pride do zamude, izpisa, kar je seveda problematično tako za osebe z oviranostmi kot za tuje študente. No, in, recimo kot eno tako zelo, anekdotično stvar lahko povem, da se je izkazal za problem, ta naš, ne, ki ga uporabljamo kot mašilo v slovenščini, zelo radi govorimo: "A ne, a ne, a ne." In seveda to potem razpoznavalnik govora vse zapiše, prevajalnik pa prevede nikalno, kar je zelo, zelo velik problem
ker v resnici potem prevod pove nasprotno od tistega, kar je, predavatelj hotel povedati. Torej, če zaključim, v zadnjem letu projekta imamo, načrt, da spravimo sistem Online Notes do te mere, da ga lahko že implementiramo na nivoju univerze in na ta način izboljšamo dostopnost za osebe z oviranostmi, prispevamo k internacionalizaciji univerze, dovolimo oziroma omogočimo učiteljem, da arhivirajo svoje transkripcije in posnetke in da seveda prispevamo k širši jezikovni infrastrukturi za slovenščino z razvojem razpoznavalnikov, govora. In to je, zaenkrat z moje strani vse. Hvala lepa.